Pozdravljeni, Anja pri telefonu. Pozdravljena, Anja. Poklicala sem vas, ker sem slišala, da v okviru skupne kmetijske politike Evropske unije obstaja pomoč za vinogradnike, ki imajo okužbo zlatotrsno rumenico. Pa me najprej zanima, ali sem sploh poklicala na pravi naslov. Tako kot si rekla, poklicala si na pravi naslov, kajti svetovalna služba Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota pomagamo vinogradnikom in kmetom, ki imajo okužbe za zlatotrsno rumenico. In hvala Bogu, skupna kmetijska politika nam pomaga na ta način, da ponuja za vinogradnike, ki imajo okužene trte, neko finančno pomoč. Ja, naša družina ima vinograde že več generacij, letos pa se soočamo s težavami, ki nas resnično skrbijo. Kaj vas skrbi? Kaj ste opazili, Anja? Pri belih sortah opažamo, da listje rumeni, pri rdečih postane rdečkasto, mladike pa ne olesenijo do konca. Drugače pa ima naša družina 2 vinograda na Kapeli in se bojim, da res gre za to zlatotrsno rumenico. Točno tako, kot ste opisali. Če je trta okužena z zlatotrsno rumenico, listi postanejo pri belih sortah rumenkasti, pri rdečih sortah rdečijo. Kot ste rekli, mladike ne olesenijo, torej ne dozorijo, kakor bi si želeli, ostajajo zelene in zaradi tega imajo tudi slabšo možnost preživeti samo zimo in kasneje tudi spomladi ne morejo tako brsteti. Vsi ti simptomi so dejansko pokazatelji prisotnosti zlate trsne rumenice. Pa je mogoče sploh kje preveriti, ali Kapela spada med okužena območja? Seveda, na spletnih straneh Uprave za varno hrano so dostopni podatki, kjer lahko tudi sami preverite, kje se nahajajo ta okužena območja, ampak iz same prakse vam lahko že sedaj potrdim, da Radgonsko-Kapelski vinorodni podokoliš prav tako pada v to okuženo območje. Slišala pa sem tudi, da skupna kmetijska politika omogoča neko finančno nadomestilo, če moraš trte odstraniti. Je to res in ali bi bila naša družina do tega sploh upravičena? Čisto vse drži, tako je. Skupna kmetijska politika pomaga vinogradnikom oziroma jim je prišla naproti. Ta sredstva se dobijo iz same ovojnice za vinogradništvo, torej ob izpadu samega pridelka oziroma trto moraš takrat ti uničiti, odstraniti, dobiš nekakšno finančno pomoč oziroma samo nadomestilo. In zagotovo, če spadate v okuženo območje, ste vi do teh sredstev deležni. Torej, kaj moramo najprej narediti? Kje se ta prijava sploh lahko uredi? To prijavo lahko naredite sami, lahko pa tudi preko nas, kmetijsko-svetovalne službe. Mi vam lahko prijavimo vaš vinograd za ogled, da pride oglednik in potrdi prisotnost zlate trsne rumenice v vaših vinogradih. Kar je, potrebujeva MID številko, številko gerka, ime in naslov nosilca, potem tudi telefonsko številko, kam vas bodo poklicali, elektronski naslov, na katerega boste po ogledu prejeli tudi sam zapisnik oziroma potrditev prisotnosti zlate trsne rumenice. Pa moramo dokazovati, da smo čez leto izvajali zaščito trt. Mi namreč trto redno škropimo, ampak nisem prepričana, ali je to dovolj. Seveda, kadarkoli lahko pride inšpektor k vam in vas vpraša, če uporabljate fitofarmacevtska sredstva oziroma katera uporabljate, tako da ste dolžni hraniti vse račune o nakupu fitofarmacevtskih sredstev, prav tako pa ste dolžni tudi voditi evidence. In ko je ogled končan, kaj se zgodi potem? Po samem ogledu boste stopili do upravne enote, kjer boste uredili vaše gerke oziroma vaš gerk boste uredili na tak način, koliko trt boste odstranili, ki so bile okužene z zlatotrsno rumenico, boste jih zmanjšali. Kdaj se lahko vloži zahtevek za izplačilo? Ko boste ta postopek končali na upravni enoti, boste pa potem prišli k meni, da bomo skupaj naredili sam zahtevek, lahko ga naredite tudi sami. Bodite samo pozorni na to, da ta zahtevek se vlaga do 30. oktobra do 15. ure. Super, najlepša hvala.
Hvala tebi, Anja, da te je skrbelo za vaše vinograde in da te skrbi, kajti zelo pomembno je, da sodelujemo, vi, mi, vsi skupaj, prav tako pa tudi hvala skupni kmetijski politiki, ki podpira, ki pomaga vinogradnikom, da ohranjamo to našo krajino tako lepo, kakšno smo jo dobili, da jo takšno predamo tudi našim prednikom. Super, najlepša hvala. Dobro je vedeti, da v takih primerih lahko računamo na pomoč. Lepo, da skupna kmetijska politika Evropske unije res deluje tudi v praksi. Hvala, Anja, se slišiva.